Ja, lep pozdrav vsem skupaj, še v mojem imenu in v imenu vseh 32 podpisnikov. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, povezanih poslancev in pa dveh predstavnikov manjšinskih poslancev smo se odločili, da damo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in pa invalidskem zavarovanju SPIZ-2. Temeljni razlog za podano zahtevo za oceno ustavnosti sta 40., 108. in pa 116. člen zakona SPIZ-2, katerega ocenjujemo, da onemogoča samozaposlenim, da uživajo polno pokojnino in pa hkrati opravljajo dejavnost. To pomeni dvojni status, kar je praksa tudi v večini evropskih držav. S tem ocenjujemo, da so z navedenimi členi kršena naslednja ustavna načela in temeljne človekove pravice, socialne in pa ekonomske, določene z Ustavo Republike Slovenije. In sicer kot prvo, kršitev načela zaupanja v pravo in kršitev pričakovanih pravic, kršitev enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije, kršitev pravic do zasebne lastnine in dedovanja, kršitev pravic do socialne varnosti in pravice do pokojnine ter poseg v pravico do svobodne podjetniške pobude. Zakon SPIZ-2 tudi močno odstopa od pravnih praks, ki jih poznajo ostale države Evropske unije. Predvsem je tukaj problematično, da se ne more espeji, da gre za neko, bi rekel, podjetniško, predvsem je tukaj prizadeto podjetništvo in pa negativni odnos, bi rekel, vlade Mira Cerarja do podjetništva. Dejstvo je, da podjetnikom je onemogočeno, bi rekel, hkrati zaposlitev in pa prejemanje pokojnine. Dejstvo je, da pri podjetnikih gre za nekakšen drugačen status. Primer, recimo, da lahko upokojeni profesorji delajo po avtorskih pogodbah, verjetno bi bilo zelo smešno oziroma nespametno, da bi pa podjetniki recimo polagali parket po avtorskih pogodbah. Pri podjetnikih gre, bi rekel, še za en drug vidik, in sicer, da je večina podjetnikov z to novo zakonodajo bila primorana zapreti svojo dejavnost. Te podatke smo pridobili tudi od Obrtne zbornice. Izpostavili bi še en primer, da ko podjetnik ugasne svojo dejavnost zaradi tega zakona, ki ga je sprejela vlada Mira Cerarja, mu dejansko tudi ostanejo osnovna sredstva. In pri teh osnovnih sredstvah se, bi rekel, premalo zavedamo, da je pa potrebno plačevati tudi davek. Kajti lep primer manjšega podjetnika, ki ima, bi rekel, manjšo halo na domačem dvorišču pri zaprtju dejavnosti, bo za to halo še vedno moral plačevati davek, ne bo mogel pa, bi rekel, upravljati te svoje dejavnosti. Prepričani smo v podpisniki te zahteve za ustavnost, da je s tem prizadet tako zasebni kot javni sektor, kajti z takšnim načinom zakona se seveda zmanjšujejo vplačani prispevki v tako pokojninsko blagajno kot zdravstveno blagajno. Prepričani smo pa tudi, da se s tem zmanjšuje sama potrošnja. Dejstvo je, da v tem samem zakonu smo prepričani, da obstaja več kršitev ustave in pa več kršitev, bi rekel, človekovih pravic, predvsem pa pravic do, bi rekel, svobode podjetništva. Od Ustavnega sodišča pričakujemo, da bo našo zahtevo obravnaval prednostno, pričakujemo pa seveda oziroma ob koncu te zahteve predlagamo, da se črtata 40., 108. in pa 116. člen Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.